ure in 16 minut, hvala, ker ste prišli kljub vremenu, še bolj hvala, če ste prišli zaradi vremena. Mečken na toplo, mečken na suho. Danes je drugi oziroma tretji v bistvu dogodek v okviru projekta Danes je nov dan. Danes je nov dan je odprt prostor, kjer lahko vsak pove svoje mnenje, še bolj pomembno pa je, da je v tem mnenju, v tem prostoru vsak slišan. iPad se mi ugasnil. Ampak najprej lep pozdrav vsem, ki ste tu in seveda lep pozdrav vsem, ki nas poslušate tudi na frekvenci Radio Študent, pa na spletni strani njihovi. Tudi projekt Danes je nov dan ima svojo spletno stran, več o tem mečkam v nadaljevanju. Poanta današnjega druženja pa je, da virtualne predloge, ki se zgodijo na portalu, prenesemo v fizični prostor, kjer včasih tudi mečkam odmeva. Začelo se je z žurom pri zelenem zajcu, ker je naše in upam, da tudi vaše merilo do življenja veselje. Obratno, naše merilo je veselje do življenja. Drugi dogodek je bil tu, nekateri ste se ga udeležili v prostorih Zrc SAZU, kjer smo govorili o privatizaciji skupnega, zlasti vode. Povzetek, posnetek in pa dokumente, ki so nastali v tem druženju in tem sejanju, so na voljo na naslovu spet.danesjenovdan.si. Takrat, posledica tistega dogodka so bile formirane tudi delovne skupine, kjer smo nekako razmišljali, kaj storiti zares, da ne bomo samo govorili in kot tak majhen, droben, pa vendarle pomemben korak je bil rezultat protestni sprehod po mestu s protestivalom na dan 22. oziroma bo, 22. aprila bil. Pa ni aprila, marca, dan vode. Je tako, 22. aprila dan zemlje. 22. marca je svetovni dan vode in kot eden od dogodkov je bil tudi sprehod s protestivalom po mestu, zato ker danes je nov dan temelji na nekak 6 pravicah in to so pravici do dobrega življenja in solidarne družbe, pravici do skupnega, pravici do dobre politične oblasti, pravici do narave, pravici do človeku prijazne ekonomije in pravici do vključenosti. In pod številko 3, pravico do dobre politične oblasti, se je nekako definirala tudi današnja razprava oziroma tema današnje razprave, ki ima naslov Prestrukturiranje študentskih organizacij. Povod so dogodki v zvezi s klubom K4, ki pa so po mnenju mnogih v bistvu le vrh ledene gore. In zato smo danes tu, da vidimo, kako velika ta gora dejansko je. Pri tem nam bodo v uvodu pomagali naši 4 gostje, to so dr. Jože Vogrinc z Filozofske fakultete, ki bo skozi vlogo javnega problematiziral študentsko organiziranje, kakršnega poznamo v Sloveniji. Dr. Aleš Črnič z Fakultete za družbene vede, ki bo govoril o nujnosti urbanega, alternativnega, če tudi ne nujno tržno vzdržnega. Dr. Slavko Gaber z Pedagoške fakultete, ki bo na podlagi večletnega delovanja v visokem šolstvu, v prevodu to pomeni, da je bil šolski minister med drugim, podal svoj pogled na študentsko organiziranje, v katerem je imel prav tako aktivno vlogo, in pa Klemen Miklavčič z Centra za študij edukacijskih politik, ki bo predstavil kritičen pogled na študentsko organiziranje v kontekstu sodobnega masovnega visokega šolstva. In še kot ključen, pa vendarle ne tu prisoten element, bomo predvajali intervju z madžarskimi kolegi, s katerimi smo govorili o alternativnih oblikah študentskega organiziranja. In da ne bom jaz preveč dolgo vezal, predajam besedo dr. Vogrincu, tako da mikrofon je tamle, beseda pa tudi vaša. Hvala. Hvala. No, jaz ne spremljam toliko dela, recimo zdajšnjih študentskih organizacij, kot pa recimo K4, toliko, da bi lahko govoril kot uporabnik ali pa kot delavc, in to sta po mojem tisti 2 poziciji, ki najbolj pač upravičujeta nekoga, da o tem govori. Se pravi, govorim pač kot sociolog in pač tudi na podlagi pravzaprav svojih zelo dolgoletnih izkušenj s tem prostorom. Ker in s temi izkušnjami je tako, da moram zelo poudariti, da mislim, da si
z njimi lahko pač pomagamo tako, da se mogoče izognemo kaki čeri, sicer sem pa vsekakor tega mnenja, da ima vsak čas svoje probleme in da mora si odgovoriti na nje in da to, kako smo recimo pred 40 leti odgovarjali na nekaj probleme, ne more biti navodilo za to, kako bi naj druge probleme odpravili danes. Ne? Vendarle bi rekel, da je dost očitno, da kljub različnim organizacijskim oblikam, ki so jih imele, jaz bi temu rekel, avtonomne oblike družbene organiziranosti študentov, da imajo neko kontinuiteto, ki ne glede na to, kakšen je bil njihov formalni status, sega vsaj do študentskega gibanja, znotraj katerega ali pa na podlagi katerega je nastal Radio Študent na novo, druge nekatere institucije so se preoblikovale močno v 70 letih, recimo študentski list Tribuna. Radio Študent je dobil samostojnost, bi rekel svojo avtonomijo, zato ker smo na tem izrecno načrtno delali, nekako na prihodu 70-80 leta. In približno v istem času tudi kulturni organizaciji študentov, Škucin forum, tudi zaradi dejavnosti generacij, ene par generacij, ki so bile vezane predvsem na študentsko gibanje in kasneje na nova družbena gibanja. In tako da meni se zdi sekundarno dejstvo to, da smo imeli najprej recimo do 70. leta transmisijske organizacije Zveze komunistov in te transmisijske organizacije so bile take, da je bila študentska organizacija Univerze v Ljubljani je bila do začetka 70. let avtonomna, ne? Je bila ločena organizacija, ni bila del Zveze mladine. Potem je pa seveda eden izmed ukrepov te, kako bi temu rekel, reakcije partijske v 70. letih je bilo prav to, da je poskušala to spraviti pod isto kapo zaradi večje kontrole. In ta težnja pravzaprav potem ni uspela zaradi tega, ker smo iz teh kulturnih organizacij prišli v druge organizacije in jih od znotraj spremenili, kot recimo Zveza socialistične mladine kasneje. In tako da bi rekel, da je pravzaprav ta izkušnja, če jo povzamem, je v tem, da se ne smemo toliko ozirati na formalni status, ki ga organizacija ima, ampak kaj ta organizacija dela. Jaz mislim, da če izhajamo iz tega, da so te organizacije, predvsem mislim tukaj na Radio Študent, Škuc forum in še kakšno, ki so ustvarili nek prostor, ki je nedvomno ni imel nič upraviti z vladajočo politiko, kakor je bila razumljena v času, ko so nastale, ampak so bile izrecno mišljene kot prostor širjenja osebne avtonomije in prostor širjenja političnega. Razlog, zakaj so recimo oblasti ignorirale Radio Študent, je dolgo bil zelo preprosto v tem, da sploh niso videli v študentski kulturi političnega angažmaja. Medtem, ko smo mi izhajali iz tistega znanega gesla, osebno je politično. Zakaj to pravim? Zaradi tega, ker mislim, da se dve specifični vrsti težav zgodita študentskim organizacijam. Ena je, da tisti kadri, ki so si priborili te organizacije, jih naredili za svoje, da se ne znajo omakniti drugam. Da tukaj obtičijo, da tukaj najdejo pač nek prostor, ki je udoben, alternativa. In to prinese lahko potem do spopada generacij, do privatizacije. Drugič, vse te organizacije so od konca 80. let naprej zares bile podvržene nevarnosti privatizacije in nekatere so bile tudi privatizirane. Zlasti v recimo Mariboru in tudi, ko smo pred leti govorili o recimo usodi Radia Študent, je znameniti slovenski poslovnež Franci Zover Bremza rekel, imeli ste priložnost, zakaj jo niste izkoristili za privatizacijo namreč aktivistom Radia Študent. Skratka, priložnosti za privatizacijo vedno so bodri, mladi kadri, ekonomisti, mladoekonomisti, novoekonomisti, ki so pripravljeni na tak podvig. Oni vidijo priložnost, oni bi privatizirali.
Torej, kako do avtonomije priti, ne? Predvsem na začetku na ta način, da se nikoli ne pristanemo na to, da bi bili transmisija nekoga drugega, da bi se šli politiko namesto drugega, da bi v drobnem, da bi bila to nekakšna, da bi študentske organizacije bile vaja za strankarsko politiko. To mislim, da je vnaprej, skratka škoda jih je za to, zelo preprosto povedano, ne? Vendar pa mislim tole, pogledajte, kot javne oblike delovanja so seveda prav zaradi tega, ker so še ene izmed redkih javnih oblik delovanja, ki so ostale, so plen privatizacijskih apetitov. Škuc, potem seveda K4, tudi Radio Študent gotovo, ne, si ga kdo želi videti kot nekaj, kar bi delalo profit. In tudi recimo iz tega istega razloga menim, da je avtonomijo študentskim organizacijam delalo prav to, da so nekako, da je bil njihov status nedoločen, da je bil njihov status pravni izreden status, ne, in da niso bile odvisne od enega samega vira financiranja in enega samega vira moči, ampak so bile najuspešnejše takrat, kadar se kombinirale lastne vire prihodka, javne dotacije in to iz različnih virov. Se pravi, nikoli se mi ni zdelo pametno, da je recimo Radio Študent ali pa ne vem, K4 popolnoma odvisen od šova pa šovega denarja. To pomeni biti odvisen od pravzaprav od političnih povzpetnikov, če tako rečem. Po definiciji in ne govorim o osebah, govorim o strukturi. Pri tem še nekaj treba tukaj vedeti. Glede, študentje nimajo avtomatično nekega skupnega interesa. Študentje so razslojeni danes bolj, kot so kdajkoli bili. Interesi, zakaj nekdo študira, se ločujejo. Hkrati pa vendarle glavnina študentov po mojem postaja del množice intelektualnega proletariata globalnega, ki nastaja. Zaradi tega je pač ključna zadeva, kdo artikulira interes študentov. Temu, da bi študentstvo danes bilo družben problem in temu, da to je politično vprašanje, se preprosto ni mogoče izogniti. To je nekaj, kar je treba vzeti v zakup in pač napraviti to na način, ki upošteva to, da je študent prihodni status in da nikoli ne bo nihče mogel predstavljati vseh študentov. Zaradi tega tudi mislim, da je velika iluzija meniti, da ne bi študentske, imate pa vsake toliko časa te poskuse, da bi rekli vsem, ki delajo v študentskih organizacijah, ukvarjajte se s študentskimi problemi. Ne? To je popoln nesmisel. S študentskimi problemi na ta način so v prvi vrsti študentje ukvarjajo tako, da zasledujejo vsak lastni interes, kakor ga pač vidi. Zato spet gre za to, da tisti, ki hočejo tukaj kaj več, morajo pač artikulirati ta interes kot del, svoj interes, svoj problem, študentski problem kot del širšega družbenega problema, se pravi vloge izobrazbe v sodobni družbi, ne, odnosa kapitala do univerze in znanja in tako naprej. Ne. In tukaj pridemo zdaj do te ključne točke, do tega, kako razumeti javno. Odločno zavračam prevladujoči pomen, ki ga ima to v naših medijih. Dva pomena sta. Ko se govori o javnosti, se v medijih preprosto največkrat misli na potrošnike tistega medija, ki ga pač naslavlja nek politik ali nek medij. Ne? In pazite, to ni javnost, to je pač, ali so to, bi rekel, naslovljenci političnih sporočil, ali so pa to v svetu, kjer so mediji komercialni, so to potrošniki. In ko gre pač recimo za klasične volitve, so pač volivci tudi dojeti kot potrošniki
izbir, ki so jim pač dane na voljo med recimo nekaj strankami. To je ena raven, se pravi, tej ravni učitam, da reducira pojem javnega na nekaj, kar je bistveno ožje. Moji trenutni naslovljenci, če nekoga naslavljam kot publiko, ali potrošniki, če govorim o prevladujočem odnosu medijev do bralcev, poslušalcev, gledalcev ali pa uporabnikov interneta. Drug način razumevanja javnega, ki se mi zdi napačen, me po svoje bolj skrbi, in to je zoženje pojma javnega v pravnem diskurzu in vse bolj tudi v ukrepih najrazličnejših vlad. Tukaj je zadaj pravzaprav ena tendenca, ki razume vse odnose med ljudmi v družbi kot v bistvu zasebne odnose in osebne odnose in pač recimo morda še skupno iniciativo iz zasebnega interesa in razume pravzaprav javno kot en zelo majčken delček družbenega življenja in družbenih institucij. Mislim, da je to napačno in da moramo izhajati iz, jaz bi temu rekel, akcijske, sociološke iz akcijskega, sociološkega in političnega razumevanja javnega. Javno je nekaj takrat, ko postane skupna skrb in ko se organiziramo za to, da bomo ta problem reševali kot skupen problem. Se pravi, na ta način je javno vedno povezano s političnim, z organiziranjem, ne glede na to, ali gre to za lokalno raven, ali gre za nacionalno ali za globalno raven. In drugič, vezano je na to, da nekdo artikulira problem kot skupen problem. Se pravi, tak problem, za katerega je bolje, da ga ne rešujemo sami, ampak da ga rešujemo skupaj. Zato ni problemov, ki ne bi bili javni, čim jih prepoznamo kot probleme, ki niso zgolj problemi enega samega človeka, ampak so skupni in torej družbeni problemi. S tem mislim recimo na to razliko. Vi lahko ene določene probleme, ki jih zelo mnogo ljudi v naši družbi občuti kot problem, ki ga sami ne morejo rešiti, recimo okolje, revščina, nasilje v družini, in te zadeve ostanejo samo implicitno politične, samo implicitno družbene, dokler so ljudje prisiljeni, da jih rešujejo sami, ali pa da jih sploh ne morejo reševati, dokler nimajo pomoči pri tem, da bi jim sploh nekdo pomagal artikulirati ta problem kot problem, ki ni samo tvoj, ampak je naš skupen problem. In to je torišče javnosti in javnega. Zaradi tega zame to ni pravni pojem, zaradi tega je to sociološki pojem in nekaj, kar zadeva skupno akcijo, in kolikor je ta akcija skupna, je tudi seveda politična. Zaradi tega tudi implicira drugačen pojem političnega, ne to, s čimer se ukvarja politični razred, politične stranke, ampak je to prostor in raven našega skupnega organiziranja. Tukaj mislim, da smo prišli do jedra zadeve, se pravi, če hočemo reševati probleme študentskih organizacij, se jih moramo lotiti javno. Hvala. Hvala lepa, dr. Vogrinc. Morda še ena opomba vmes. Vsak od sogovornikov to seveda vedo, ampak to, da boste še vi vedeli, ima približno 10 minut na voljo. Potem bo pa približno pol ure na voljo tudi za debato. Verjamem, da boste v njej vsi sodelovali. Z nami je v končni fazi tudi Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije, tako da računam, da bo debata kvalitetna. Naslednji govornik je dr. Aleš Črnič. Prosim. Lep pozdrav. Strinjam se z Jožetom, seveda, kako je peljal to svojo uvodno razpravo, tudi zaključek mi je bil na mestu, čeprav strinjam se pa tudi z njegovimi uvodnimi besedami. Jože, praviš pač, vsak čas ima svoje značilnosti, vsaka generacija in tako naprej in nobeni recepti izpred 40 let in izpred 20 let in izpred 10 let ne delujejo danes. To vemo kot ljudje, to poznamo kot družboslovci. Se pa sprašujem, ko sedim tukaj, povabila me je skupina, danes je nov dan, ki je
in sem prišel z veseljem, tudi v podporo nekemu projektu, ki se mi zdi, da je zelo svež in zelo na mestu v teh današnjih burnih in konfuznih časih. Če sem prav razumel, ste me povabili kot nekoga, ki je nekoč kar veliko časa vložil energije v študentsko organiziranje in predvsem v klub K4, ki je danes ponovno nekako v zraku ali pa na udaru, deloma tudi kot profesorja na oddelku za kulturologijo. In sem seveda, kot sem rekel, z veseljem prišel. Se pa sprašujem, ko tukaj sedim v eminentni družbi in sploh v kontekstu teh zaključnih misli, seveda javno in kaj javno, ampak reševati probleme študentskega organiziranja, ne, a smo mi tisti poklicani za to, da te probleme rešujemo ali ne. Na nek način verjetno ja, ne, do neke mere, ampak ta mera je verjetno precej omejena. Problem študentskega organiziranja je v prvi vrsti problem študentov, kakor je problem oblasti, kot jo imamo, problem državljank in državljanov. Ne. In zato sem sam deloma zadržan, ne bi rad padel v pozo, v kateri prodajam recepte izpred 20 let. Ko smo pa mi bili, je bilo pa vse drugače, ker smo mi bili tako zelo pametni in je bilo vse mnogo težje, kot danes pa smo vedeli. Ne gre. Tako da, toliko za izhodišče. Kar vidim je v teh desetletjih, ki se jih lahko spomnim in tistih sredine 90-ih let, ko sem jaz imel izkušnjo v K4, ko se je zares zadeva dobro formirala in ko so bila leta, ko se je študentsko organiziranje spreminjalo precej intenzivno, smo prišli do nekih v evropskem merilu precej unikatnih rešitev v Sloveniji, ne? Ko smo se družili z študentskimi predstavniki iz Evrope, so nas pogosto kar precej debelo gledali, kaj vse je nam tukaj uspelo in smo bili na to ponosni. Zrihtali smo si sistemsko financiranje na način, kot ga takrat ni imela nobena druga evropska študentska organizacija. Šlo nam je dobro. Že takrat seveda je bilo verjetno zelo, zelo legitimno vprašanje, kolikšen del tega denarja, ki smo ga sistemsko uspeli zrihtati, je šel v neke konstruktivne vode in je šlo nekaj, kar čemur bi lahko rekli javno dobro, kolikšen pa ne. Potem pa so se zadeve seveda dogajale naprej, ne? In kar se tiče kluba K4, in to ste me povabili, da povem mogoče kakšno izkušnjo ali pa kakšno predvsem bolj refleksijo ali pa misel, zadeve so bile seveda problematične od zmeraj, ampak danes mislim, da so se problemi še nekako namnožili. Klub K4 je kot center urbane kulture v tem mestu, ki je v mnogo pogledih mesto, v nekaterih pogledih pa ima s tem težave, zaradi različnih razlogov, je klub K4 zmeraj zbujal probleme. Kot še nekateri drugi centri, to so bili od nekdaj Kut, Metelkova in verjetno še kaj. Ne? Ampak ti problemi so nekako prihajali v valovih, lahko jih razumemo v kontekstu razmerja med urbanim in ruralnim, pa še kaj bi se našlo, ne? Ampak so se ti problemi nekako zmeraj reševali na neke načine, kakor so se reševali tudi pri drugih institucijah. Potem pa se je zgodil nek nov val, ki ga počasi začenjamo razumeti in se je zgodil ta val seveda v slovenski družbi. In v tem kontekstu jaz razumem probleme študentskega organiziranja in javnih prostorov, ki iz tega izhajajo, popolnoma kot simptom spreminjanja slovenske družbe. Ko se nam je zgodilo neko postopno, počasno, neopazno ali pa komaj opazno spreminjanje politične kulture na državni ravni, je to seveda rezultiralo tudi v spremembah na samem študentskem organiziranju. Ko so se dogajale privatizacije in spremembe na državni ravni, je seveda to pustilo posledice tudi na študentsko organiziranje. Ko smo mi odhajali kot študentski funkcionarji sredi proti koncu 90-ih let, se je začela udejanjati ideja, da je potrebno vse vsebinske dele študentskega organiziranja izločiti iz jedra študentske organizacije in ustanoviti zavode, ker ne bi zavodi bolje skrbeli za vsebine, študentje bodo pa v matični organizaciji poskrbeli za svoje
stvari, karkoli že to pomeni. In tukaj zadeva se potem zares počasi sprevrgla v to, da to ni pripeljalo do tega, da bi, to najprej si rekel, ko so bile študentski projekti, iniciative, prostori blizu študentski oziroma v sami študentski organizaciji so bili s tem podvrženi večjemu političnemu vplivu. Na nek način to drži, ko pa jih potisneš ven in jih organiziraš v javni zavod ali pa kakršenkoli že zavod zares, so pa veliko bliže privatiziranju. In to se nam je zgodilo in to se nam je, če jaz kaj razumem, primere okrog kluba K4, mislim, da gre zadeva popolnoma v isto smer, tudi danes. Tako da v tem kontekstu se mi zdi dobro razumeti to povezavo in še nekje smo videli to logiko zares, kako so dobri nameni varljivi, vemo, da je tudi pot v pekel, ne bi bila tlakovana z dobrimi nameni. Študentski klubi Slovenije so še ena taka zgodba, v kateri sem bil sam neposredno vpleten od samega začetka. Ideja, da ustanovimo zvezo študentskih klubov, da bomo študentje bolje lahko svoje interese, ki naj bi bili v osnovi javni interesi, in v začetku zagotovo smo imeli primarno to pred očmi, in to je bilo spet v sredini 90-ih let, smo se povezali v zvezo Škiz, potem uspeli nekako doseči to, da je sistemsko šel denar študentskih servisov v določenem delu tudi študentskim klubom, na kar se je zgodilo to, da je v nekaj letih potem, ko so se proračuni klubov drastično povišali, se je zgodilo to, da je kar naenkrat bil output projektov, ki so bili javno zaznavni in ki so bili za javno dobro, celo nižji kot prej. Skratka, zgleda, da več kot je finančnih sredstev in s tem povezane družbene moči v nekih organizacijah, bolj to privlači določen tip ljudi in mogoče ne ravno odbija drug tip ljudi, ampak preprosto ne pridejo več zraven, ker niso dovolj hitri in dovolj vztrajni. Tako da tukaj imamo še nek paradoks. Jaz sem se večkrat potem spraševal, a smo naredili hudo napako, ker smo bili preveč uspešni v tem, da smo sistematično uredili študentsko financiranje na nek način, ali pa so seveda predvsem imamo tukaj težave s tem, da preprosto živimo v času, ko se politična kultura zelo rapidno razgraja in da preprosto nimamo varovalnih mehanizmov, ki bi skrbeli za to, da se neki sistemi, ki so v osnovi postavljeni povsem dobro, da ne delujejo v javno dobro, ampak vse bolj v zasebno dobro. Kdo bo o tem presojal, ko govorimo o kontekstu študentskih organizacij? Mislim, da je jasno. Ta boj boste morali izboriti študentje sami. Mi, ki se delamo tukaj gor na tem nagovorniškem omizju pametne, ne vem, koliko lahko pomagamo. Mislim, da je to eden od naukov, ki ga sam vidim tukaj. Preostalih 35 sekund pa poudarjam naprej omizju. Anekdota morda ni resnična, pa vendarle pravi, da ko je minister dr. Gaber takrat prinesel predlog zakona o študentski organizaciji Slovenije v parlament, se marsikomu vzdignilo obrv ali celo dve, pa je minister Gaber rekel, veš, kar pusti, to so študentje, oni so neskončno močni. Je to res? In je to dober uvod za vaš razmislek, dr. Gaber? Anekdota je tako kot bolj manj večina anekdot netočna, ampak sem se zahvaljujem za njo, ker v enem delu ima, tako kot zopet kar neki anekdot, neki smisla in tudi kak del tega se da čisto res konkretno misliti. Jaz skupam to idejo, ki je zdaj Aleš na koncu še enkrat izpostavil, da je pač v vsakem času treba najti odgovor strani tistih, ki ga iščejo na tisto, kar pač hočejo najti odgovor.
in ga ni Boga, ki to lahko od zunaj naredi. Tudi to, ko se ga išče, se ne zgodi tako, da obstoji neka jako pametna skupina, ki nariše načrt in potem po tistem načrtu pride do tja, do koder hoče priti. Sam se pravzaprav ne spomnim študentske organizacije, ko sem bil študent. Jaz se ne spomnim, da sem bil organiziran, da se je kdo kaj resnega šel. Spomnim se, da smo se šli nek časopis na FDV-ju, rekli se mu je, ni pomemben kako. Spomnim se enega jutra, ko smo prej celo noč z Geštetnerjem to razmnoževali, da so nam ga zaplenili. Spomnim se, ne vem, nekih čarul, tudi tega, kako nas je dekan povabil na pogovor, pa rekel, da zdaj pa bi že bil čas, da nehamo uničevati fakulteto. Spomnim se, kako sem jaz mislil, da to res en šit, ker nam je ta človek govoril. Potem so se pa nekatere druge stvari resnici na ljubo kumulirale in odvijale na teh prostorih, na katerih mi danes živimo. Čeprav sem jaz sociolog, ne bi plediral za tem, da se da te stvari zelo načrtno izpeljevati. Ko se je potem dogajalo veliko stvari zelo različnih, je bilo eno od njih tudi vprašanje študentskega organiziranja, ker moram jaz reči kar naravnost, jaz nimam prav nobenih zaslug za kakršenkoli zakon, razen tega, da je bila ideja tistih, ki so svoj čas prihajali študentskih vrst, pa takrat to že niso več bili, celo tistih, ki so šli ali pa smo šli v politične vode, pa vendarle zelo jasna. Nam se je zdelo primirno, pošteno, pametno, da se naredi prostore, na nek način neke možnosti za to, da obstojijo prostori svobod. To pomeni nekih entitet, ki se lahko grejo svojo igro. Nam se je zdelo, da se je nam izšlo tista prejšnja leta zaradi tega, ker smo te prostore na nek način imeli in smo si jih uspeli tako ali drugače vzpostavljati. In zato sem se jaz čutil dolžnost, da ko je ta ideja, ta koncept organiziranja v mojih očeh prišel bolj iz študentskih vrst kot iz kakršnih koli naših drugih vrst, da ko je bil tudi pritisk zelo jasen na politične strukture v takratnem parlamentu, da se to sprejme, da sem jaz rekel tistim, ki so takrat imeli de facto moč, da bi to dali ad acta, da ne, ta prostor, te prostore pustimo, naj grejo naprej, ne samo, da so močni in se nima smisla, kar pomeni, da je bilo kar nekaj zlobiranega v različnih strankah, se nima smisla temu upirati, temu se nima smisla upirati na neki drugi ravni. Če hočemo imeti prostor, ki bo dihal, in to je bila takrat neka moja ideja tega, kako naj bi Slovenija izgledala, potem to preprosto potrebujemo, tako kot potrebujemo tudi druge entitete, od sindikatov do ne vem česa, vsega pač že. Ne zato, ker tu ne bilo nobenih nevarnosti. Mene so močno opozarjali, da te najprej drobne privatizacije, potem pa tudi kakšne druge privatizacije znajo biti tisto, kar bo rezultiralo iz tega, da bomo pustili v obtok kar lepo količino denarja, ja, in bomo na ta način tja vabili tudi en del slavne publike, ki smo jo takrat že dobro poznali, tudi politične stranke. Ene so se takoj vrgle v to in so začele preštevati, kdo lahko dobi na svojo stran to entiteto. Jaz za zdaj ne bom govoril o tem, kateri so bili pri tem zelo uspešni. Meni so tudi kdaj kasneje očitali, da je bila moja naivna predstava o tem, da se bodo ti prostori že samo regulirali.
in da je boljš, da 3-krat kiksnejo, kot pa da jih skozi nekdo drži za roko in nikoli od teh prostorov nič ne bo. In da zdaj pa vidim, kaj se dogaja s študentskimi servisi, ker dilema je skozi bila, a naj študentske servise spravimo na tla, ker če jih bomo, potem ne bo malverzacij. In tistega, kar se je dogajalo s servisi, meni se je zdelo, ali pa je bilo vsaj to spretno prikazano, da pomembno več v mariborskem koncu kot v Temlem, tega ni bilo malo. Denar, ki se je vrtel, je bil relativno velik, smiselno velik, da se je za njim tekl. In torej to so očitno bile stvari, ki niso bile najboljše. Tu se je zgodilo tudi to, da je študentska organizacija kdaj zapadla v neke vrste rezervno armado za katero od političnih opcij. Vse to je res. Jaz kljub temu mislim, da je pametno, da so ti prostori obstali, da je prav, da se iščejo, seveda, če se poprašam, a si želim, da bi se samo regulirali tako, da bi vse to bilo v čim večji meri v skupno dobro, vsaj študentske populacije, je pa moj odgovor, da ja, sem si želel večkrat tekom teh let in jaz pričakujem tudi, da bodo regulacije take, da si bomo vsaj želeli lahko, da se to v tej smeri razvija tudi še v bodoče. Hvala. Dela. Hvala lepa. Klemen Mavrič, z kritičnim pogledom na študentsko organiziranje, anekdote ne bom povedal, tako da ne skrbi. Skratka, kritičen pogled na študentsko organiziranje v kontekstu sodobnega, masovnega, visokega šolstva. Prosim. Hvala. Bom imel jaz kakšno anekdoto. Prosim, Klemen Miklavič. Ja, glej. Janez Janša. Če si zadnji, je vedno težko biti kreativen, jaz bom poskušal biti, kolikor se da. V mojem nastopu. Danes je nov dan, včeraj so bile sanje, pravijo organizatorji, ampak preden razpravljamo o restrukturiranju študentske organizacije, tako kot predlaga moderator, je treba po mojem iti malo nazaj in parafrazirati nekoga drugega. Namreč visokega šolstva ni več. Visokega šolstva ni več. Gre za masovno visoko šolstvo. To pomeni, da substanca, da materija, o kateri govorimo danes tukaj in o kateri se razpravlja, ni več tista, ko je bila pred 40 leti. To smo že slišali. Slišali smo tudi, da recepti izpred 40 let niso danes več aktualni, ampak meni se zdi, da vseeno pozabljamo, da prav to, da danes nimamo več samo elite, ki gre študirati na univerze in visokošolske inštitucije, da gre že več kot 50% vsake generacije. To pomeni, da če pomislimo na naše osnovnošolske sošolce, pol od njih jih nekje študira danes oziroma je vse upisalo študij. Se pravi, prepogosto se to dejstvo izpušča. In tako kot recimo v masovnem visokem šolstvu profesori in raziskovalci niso več tako samoumevno ta izbrana intelektualna elita, tudi študenti niso neki, kar bi lahko danes idealizirali. In v tem kontekstu predlagam, da se razpravlja tudi o študentskih organizacijah. In za potrebe današnje diskusije bom izpostavil 3 glavna vprašanja ali pa 3 temeljne dileme. Prvo vprašanje je, kakšna je danes vloga študentov v družbi, v širši družbi. So oni ta kritičen glas družbe, kar pogosto slišimo, naj bi bili neka vest družbe? Jaz pravim ne.
Ne? Okoliščine niso take, ki bi klicale po temu. Ne? Kljub temu, ne, sliši se malo cinično, ne? Glede na to, kaj gledamo na Kongresnem trgu zadnje čase pa pred parlamentom, ampak ne, jaz mislim, da ne. Nimamo neke opresije, ne? Tudi trdim, da ni nekih hudih, recimo, tenzij v družbi, ne? Razrednih ali kakršnih koli drugih. Skupno študentski populaciji danes je to, da so vsi v nekem umestnem obdobju, ne, odvisno z kjere ideološke perspektive gledamo. Ne. Recimo minister, ki je ravno kar zapustil področje šolstva, bi videl študentsko populacijo kot tiste, ki se pripravljajo za to, da bodo doprinesli čez nekaj let rasti BDP-ja. Ne. Nekdo drugi bi rekel, to je neko življenjsko obdobje, ne, kjer mladi uživajo zadnje dni, prve in zadnje dni svobode, ne, ko niso več pod starši in niso še pod krediti in drugimi življenjskimi obveznostimi. Skratka, to je edino, kar jim je skupnega. Nek notranji ali pa zunanji gon ni ga. Ne. Recimo tisto, kar smo videli nam najbliže časovno in geografsko, recimo v Srbiji, konc 90-ih, vloga študentskih organizacij, ki so se ustanovile kot alternativa režimski študentski organizaciji, študentski savez, je bila ključna, ne, za organizacijo demonstracij, za osveščanje ljudi, za mobilizacijo in za boj za neke ideje, ideale in tako naprej. Ne. Mislim, da v našem okolju, pa v zahodnoevropskem okolju tega ni. Drugo vprašanje, kaj ta masovna študentska populacija, se pravi te pol razreda, ne, osnovnošolskega, pričakuje od študentskih organizacij? Kaj bi oni hoteli, da študentske organizacije so? Ne? Da so to neki predstavniki razsvetljene, kritične, intelektualne elite, da so to gonila neke alternative. Jaz mislim, da to vprašanje je mogoče odgovoriti z ja in ne. Šele takrat, ko pogledamo v to maso študentsko, v to ogromno študentsko populacijo, ki je izrazito heterogena. Imamo take, ki bi hoteli to, imamo take, ki ne bi hoteli to. In če grem spet na skupni imenovalec, kaj je tej masi skupni imenovalec, socialne pravice, se pravi zastopanje njihovih interesov na področju blaginje, da imajo bone, da imajo študentske sobe, da imajo štipendije in tako naprej, to je verjetno ena točka skupnega imenovalca, drugi je neko študijsko življenje, se pravi neki organizacija nekih tečajev in tako naprej, in tretje, ki verjetno gre v sklad z drugim, je zabava. In če nadaljujem tisto anekdoto oziroma zgodbo iz Srbije, ko je Milošević spakiral iz oblasti in potem šel na Nizozemsko in so se zadeve v Srbiji stabilizirale, te iste študentske organizacije, ki so se organizirale in spravljali ljudi na ulico in vlekle ideje naprej in tako naprej, so postale marginalne. Tista režimska študentska organizacija, ki se je potem preformirala, je stopila pa v spredje. Spravi, tiste organizacije, ki so se ukvarjale z nekimi akademskimi zadevami, z nekimi družbenimi vprašanji v Srbiji in tako naprej, so postale pozabljene. Če danes vprašate povprečnega, recimo nekega naključnega študenta v Srbiji, bo poznal predvsem teh organizacij, ne bo poznal več, tudi spomnil se ne bo, da so enkrat bile pomembne, poznal bo pa to zvezo študentov, ki organizira masovne koncerte, žure in tako naprej. In tretje vprašanje, zadnje, ki bi zastavil danes, si ga tukaj pa ponudil vam v razpravo, je kako organizira študentske organizacije v današnjem masovnem visokem šolstvu. Kar je značilnost masovnega visokega šolstva, in to je zelo recimo taka izrazita zadeva, je, da gre za razformiranje univerze, univerzitetne skupnosti. Včasih smo imeli skupnost študentov, profesorjev, raziskovalcev, recimo neko idealno shemo. Danes v nekem masovnem visokem šolstvu, univerzi, množični, nimam več tega. Lomijo se predstavništva na drug način, še več predstavništva so se eksternalizirala. Se pravi, učitelji imajo svoje sindikate, skozi katere komunicirajo znotraj univerz in napram državi.
vodstvo univerz, to predvsem v drugih državah Evrope, pri nas ne toliko, imajo svoje organizacije, ki zagovarjajo predvsem interese univerz kot nekih entitet, ne pa kot skupnosti pač teh članov univerzitetne skupnosti. In potem imamo študente, ki so različno organizirani. Recimo pri nas so si zamislili skupno študentov. Ti ne postaneš član, nihče od vas ni član študentske organizacije. Vi ste po statusu del študentske organizacije in imate avtomatično statusom študenta pravico voliti in biti izvoljen. To je res unikum, nekdo je prej omenil, da to je en unikum v Evropi, ni povsem unikum, imamo sisteme, ki so podobni, ampak jih je manj kot ostalih. Nekje drugje imamo recimo bolj izrazito sindikalno organiziranje, recimo značilna po temu je Francija, vedno, ko bojo imeli hajke sindikati po ulicah, boste videli tudi študentsko organizacijo zdrava, ker študentska organizacija je samo neke vrste podmladek sindikata, študentski sindikat. Pol imamo organizacije, ki so zelo majhno legitimnost imajo v Južni Evropi in so pretežno politične, imamo ultramarksiste, imamo maoiste, imamo trockiste in tako naprej v Grčiji. Potem imamo pa organizacije, ki so po korporativnem sistemu recimo del nekega državnega ustroja, recimo v Skandinaviji je to najbolj značilno. Kar me skrbi in kar je veliko vprašanje, je soupravljanje univerze. Če se univerza kot skupnost transformirala, kakšno vlogo imajo te študentski sveti, ali so te študentski sveti sploh legitimni, ali študente še zanima soupravljati to inštitucijo univerzo. Kolikor jaz vem in kolikor sem imel priložnost spremljati, študentski sveti nimajo več legitimnosti, nimajo stika s študenti, ne gre za neko spontano, organsko soupravljanje univerz, kar je zaskrbljujoče, ker to pomeni, da univerza pridobiva vse bolj neke obrise podjetja in pri nas, posebej pa v tujini, študenti so v soupravljanju, v soupravljalski strukturi namreč neke vrste garancija, da se univerza ne bo poblagovila. In po drugi strani, ta eksternalizacija pomeni, da je tudi študent smatran kot neke vrste klient, pa kupec storitve. In to vidimo, to težnjo vidimo pri privatnih inštitucijah. Zanimivo, koliko od vas, ne vem, če kdo ve, pri nas imamo eno izjemo v zakonu, ki ji ni treba imeti kot univerzi študentskih organov, pre študentskega sveta, študentov senatorjev. To je EMUNI. Takratna vlada je izposlovala in hitro čez parlament spravila izjemo. EMUNI nima študentskih predstavnikov. Takrat študentske organizacije niso ob tem nič rekle, niso časa verjetno imele se mobilizirati bolj hitro. Torej, če zaključim, včeraj so bile dovoljene sanje, iluzije ali pa idealiziranja študentov kot skupnosti. Danes je nov dan, danes se je treba ukvarjati z masovnim visokim šolstvom. Po mojem je to tudi prav, razen če se komu ne toži po časih, ko so dostopale do univerz samo elite. Hvala lepa, Klemen Miklovič. S tem se je prenos na Radio Študent končal. Mi pa še zdaleč nismo končali. Še en segment imamo pripravljen, to je pogovor z madžarskimi kolegi o alternativnih oblikah študentov. We have this big Facebook group and Lumio, and is member of that big Facebook group and Lumio. And we have working groups, for example, for communication, for operative things, for legal questions, for like the group which makes our position and works on our position about what the government do, and other groups, and these also have their Facebook group, and they are quite independent, so they do what they want. And yes, about hierarchy, so we don't have any kind of hierarchy, but every working group has a coordinator whose task is like adding people to the group and deleting them from the group if they leave, or if somebody says that I will do that and
this person don't feel that, the coordinator was there and asked why didn't you do it. So it's not like a boss; it's a coordinator. Yeah. Really. For like in the communication. One example, in the communications working group, there comes the emails from several newspapers and stuff like that, and so the coordinator puts the email on the group and who wants to talk with them, and if somebody is free, they will go there, and everything works like that in Haha. So if you feel you want to be in the communication group, you will go there. Or if you want to work on legal questions or professional questions like on our position, so everybody can be in the working group in which they want. We are like the unofficial student body or student group, and there is the official one, which the student union. And it's created by law, it's in every university, it's organized countrywide, and the government started to negotiate with them. But the problem is that they are not. There are many problems with the student union. There are a lot of stories about how corrupt they are. Okay, I don't know where to start. For example, in Szeged, it's a big city in Hungary. 200,000 people, stuff like that. And there is one big university there, and the student union there is totally corrupt. They run 2 or 3 clubs in the city, and they earn a lot of money. Everybody knows that they earn a lot of money, but in the official papers, they are like non-profit or stuff like that, and nobody knows where the money goes. Or it's like in every university that the president of the students union of the university is like doing the university for 8 years or 10 years just because it pays off and they can be somebody in the university and they don't want to go to the real life. Or it happens that being at the students union and later they became government officials. So the government started to negotiate with them because they are friends, and it's also stupid. And maybe this is one reason why student network is popular in Hungary, because we are honest and we say what people want, and not the students union is like a government. They are fighting for the votes. One day they are doing this, the other day they are doing that. Or in my university, so another general problem about corruption is the lack of transparency. Nobody knows where the money goes, and in my university is the case also. And so in April 2012, I was starting to deal with. So before everything about student network started, it was a different topic. I started to run a campaign to make transparent my student union, and with a few friends we wrote letters, stuff like that, and then we started a lawsuit against the university to force them to make public all data about the students' unions financial questions. Yeah, and this case is running now. I think it will not end before November or stuff like that. It's quite long, but it had media attention and it's a precedent. No, it happened never before. That there was a big scandal at the university where we are occupying. The scandal was that the story is that the students' union of that university is backed by the right-wing party, the Jobbik. Maybe you heard about it. They are quite Nazis, and there was
So there's the freshman's camp, and there was a list about the attendees of the freshman's camp, and there were comments on every person, like she's a hot chick, or she's a liberal bitch, or she's Jew, or she's I don't know what, and comments like this, or she will be good for Steven, or comments like that, and sexist comments and racist comments and stuff like that, and it became public, and it was a huge scandal, and the university suspended the working of this students' union because of this, and now the police is dealing with that. So it's wow. And after that, the university asked us, like, the university asked the student network to be part of the reform of the students' union and make proposals on what do you see problems and how do you think it can work better. And personally, I am very enthusiastic about that because, for example, Lumio could be used in the university, for example, or we have the electronic system for registration for exams or courses, and I'm sure it would be easy to make voting system in it. So we could vote on questions or stuff like that. So we are working on this also now, the reform of the Students' Union. Mi niso že enkrat drug svojilni zaimki, ker pa je čas omejen in ker imamo vendarle te zdaj 33 minut na voljo, prosim za vaša vprašanja. Bolj, ko bodo kratka in konkretna, bolje bo. Prosimo tudi, da se predstavite, samo zato, da se spoznamo med sabo. Tako da kar po vrsti, jaz bom pa hostesa in bom nosil mikrofon do vas. Prosim, mlada dama. Tukaj, potem pa naprej, gospod. Živijo, Zala. Vprašanje imam, kot so stvari meni jasne, je naša študentska organizacija v Ljubljani in študentska organizacija Slovenije ni javna oziroma ni tudi čisto zasebna. In ali je ta nejasnost dobra, v vašem mnenju, ali je bolj, da bi rešili to? Če se pa motim, pa je javna ali zasebna, pa ne mi prosim to nekdo razloži. Hvala. Kdo se bo spoprijel z vročim kostanjem? Krompirjem. Ja, zdaj jaz formalno pravno na to ne vem, če znam odgovoriti. Priznam pa, da sem vse skozi razumel, da je to tipična entiteta iz polja javnega, kjer gre za to, da se določen segment organizira, v tem primeru dobi tudi zakonsko podlago za financiranje in tako naprej, in glede na to, kar ta zakon in njegovo organiziranje določa, tudi funkcionira. Tako da mene bi čudil, če bi kdo razglasil to za zasebno organizacijo. No, ampak okej. Še kakšne misli od sodelujočih? Glejte, kar zadeva vedenje ljudi v organizaciji ali pa bi rekel študentov do nečesa, česar člani so avtomatično, je pač en stalen problem človeških družb to, da tiste institucije, na katere pač naletimo, kot da tu že so, jih pač jemljamo kot samoumevne, kar pomeni, da jih ignoriramo, če ne čutimo nekega izrazitega interesa ali pa da se naselimo vanje, kot da so naše življenjsko okolje. Študentska organizacija je tukaj nekako vmes. Se pravi, če hočete, da bo delovala javno, se morate za to potruditi, ne gre samo od sebe. Kajti, če ne, pač zasedajo tisti, ki čutijo ta interes. In seveda podmladki političnih strank čutijo ta interes. Ali je ta interes javni, je pa drugo vprašanje. Tukaj gre spet za to, kako javno razumijo. Aleš? Gospod Urbanc, naslednji, pa tamle pol kolega. Hvala za besedo. Zdaj bom prvo probal še jaz odgovoriti. Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije, na postavljeno vprašanje. Pravna subjekteta študentske organizacije in Študentske organizacije Slovenije in študentskih organizacij univerz je trenutno nedorečena. Del, če rečem, pravnih subjektov uvršča študentske organizirane med subjekte javnega prava,
ko govorimo o konkretnih pač pravnih okvirih, del pa v subjekte zasebnega prava. Nedvomno pa je, da študentsko organiziranje deluje v javnem interesu. Če nekoliko še razdelam, kam pač dejansko sodi. Po principu oseba javnega prava bi študentske organizacije oziroma vse ostale organizacije bile ustanovljene strani države, vlade, kar načeloma v primeru študentske organizacije ne drži, saj so študentske organizacije, ne študentske organizacije Slovenije direktno, ampak študentske organizacije univerz obstajale že pred samim sprejetjem prej omenjenega zakona o skupnosti študentov, torej je zakon o skupnosti študentov ne ustanovil študentske organizacije, ampak jim dal zgolj pravni okvir. To je prva definicija, zakaj mogoče študentske organizacije ne morejo biti osebe javnega prava. Druga je, študentske organizacije so do neke mere koncesionar, saj dobivajo koncesijo oziroma sredstva za njihovo delovanje kot koncesijsko dajatev študentskega dela. Sama terminologija koncesije ne podeliš javnemu. To pomeni pač, če bi bile osebe javnega prava bile financirane iz proračuna, kar v primeru študentskih organizacij niso. So posredni uporabnik koncesij oziroma posredni uporabnik proračuna. Kot prvo. To je zdaj že druga od definicij. Tretja je nadzor države v organih uprav oziroma v organih v primeru študentske organizacije. Jaz si nekako ne znam predstavljati, da bi po zakonu o javnih organizacijah v študentskem organiziranju sedel predstavnik vlade. To bi, po mojem, bi bile še bolj zanimive debate v okviru predsedstva, kot pač trenutno obstajajo. Da ne bom še nadaljeval, v prihodnjih mesecih na študentski organizaciji načrtujemo dejansko pripravo oziroma pravno mnenje se že pripravlja, ampak tudi niz okroglih miz, kjer bomo argumentirano strani pravnih strokovnjakov nekako obrazložili pravni položaj študentskih organizacij. Pa ne to zaradi osebnih razlogov posameznikov, ki so danes bili večkrat omenjeni, da si želijo ne vem karkoli narediti študentskim organiziranjem, ampak predvsem zaradi dilem, ki jih imamo študentske organizacije pri svojem delovanju. Namreč pri organizaciji projektov, pri izvajanju takšnih ali drugačnih dejavnosti je pa definicija ali pa pravna subjektiteta organizacije, ali je javna ali zasebna, po pač pravnih okvirih konkreten problem. Ali govorimo da deluje študentska organizacija po pravilu javnega naročanja, še ena izmed bedarij, ki si jaz mogoče ne znam predstavljati, kako organizira demonstracije po pravilih javnega naročanja in tako dalje. Tako da bo se dejansko, vsaj jaz pričakujem, da se bo v naprej oziroma prihodnje nekako razblenil problem pravne subjektitete študentskih organizacij. Je pa, če dam en konkretni primer, podobno kot ŠOS oziroma študentske organizacije univerz, so bile zakonom ne ustanovljene, ampak je zakon dal pravno podlago tudi Mladinski svet Slovenije, ki je pač zgolj je naključje, da v 3. členu zakona o Mladinskem svetu Slovenije piše: Mladinski svet Slovenije je subjekt zasebnega prava, v 3. členu zakona o skupnosti študentov pa piše: Študentska organizacija Slovenije je pravni subjekt. In v bistvu je pač to ena izmed dilem, s katero se že kar nekaj časa ukvarja, ampak ker ni to ena izmed prioritet študentskega organiziranja pa študentske organizacije kot take, se ne daje neka močna teža k temu, ker so drugi problemi, ki se konkretno tiče študentov, primarnega problema, vsaj kar se mene osebno tiče in mojega vodenja. Zdaj pa mogoče bom si malo več časa vzel. Ne, časa, hodil sem sledeče vprašati. Imate mogoče, gospod Urbanc, kakšen kratek izziv za naše sodelujoče? Imam kratek odziv. Kratek izziv in sicer pri nas je posebnost dualnost študentskega organiziranja. Imamo študentske svete in pa študentske organizacije. Ko govorimo o avtonomiji študentskega organiziranja, po kakšnem mnenju, oziroma kakšno je mnenje,
kateri organ je v bistvu avtonomen oziroma katera institucija kot taka, študentski svet ali študentske organizacije, kateri so bolj pod vplivom bodisi univerz, bodisi političnih elit in pa kaj bi bil ključna rešitev nastalega problema, ko se govori o reprezentativnosti študentov, kdo dejansko lahko neodvisno ali pa bi bilo prav, da neodvisno zagovarja pravice študentov, študentski sveti kot organi univerz ali študentske organizacije, ki bi naj po svoji naravi bile avtonomne. Hvala lepa. Gospodje, znanje imate, izkušnje tudi. Kdo bo začel? Ja, kot sem že prej rekel, je to eno vprašanje, ki mene najbolj skrbi, ko se ukvarjam s tem, s prihodnostjo naših univerz. Pri nas so se odločili, in to bo lahko Slavko kasneje pojasnil, zakaj, za dualen sistem. Spravi, ista volilna baza izvoli svoje predstavnike enkrat v študentske svete in potem v študentsko organizacijo. Obe predstavništvi sta potrebni, če predpostavljamo, da imajo študentje neko svojo skupnost, ki komunicira navzven, recimo z vlado, in drugo, če predpostavimo, da študentje sodijo v soupravljanje univerz. Če vprašate direktorje teh zasebnih univerz, bojo rekli, da to drugo ne. Recimo tudi te univerze v Novi Gorici, ne vem, je on rektor je, on je strogo proti temu. On pravi, meni študentje lahko povejo, če so zadovoljni ali pa ne, na anketah, z tem, kar predavamo, ne bojo mi pa govorili, kako ne upravljam univerzo. In to je sicer legitimno mnenje, legitimen pogled na to, kako ne se organizira v bodoče univerze. In po mojem je bodoča organizacija univerz tisto vprašanje, ki implicira to, ali rabimo študentske svete ali ne. Vprašanje razdvojenosti, se pravi, če predpostavimo, da rabimo študentske svete, je potem vprašanje, ali naj bo reprezentacija zbrana istočasno po isti liniji, ali naj ostane razdvojena. Tle, jaz sem mnenja, da če je že reprezentacija, bi smešno, da je razdvojena, se pravi, mora biti enotna. Po drugi strani pa tle lahko, in predpostavljam, da ste to imeli v mislih, ko ste naredili dualen sistem, da se lahko ogradimo privatizatorjev. Študentski sveti, vemo, nimajo denarja in zato ne privlačijo teh, ki se lepijo na denar, recimo. Ampak prepuščam drugim to diskusijo. Še kdo? Ja. Mogoče se bo zdel čuden, ampak ni vlada odločila o tem, a bo ta sistem dualen ali ne. Vsaj kolikor je mene to zadeval, jaz sem bil vse skozi za to, da bi bila linija ena, vendar pa nikoli ni bilo niti blizu mogoče priti temu, da bi bilo mogoče skleniti dogovor, in sicer dva dogovora. En je dogovor med temi študentskimi entitetami, da bi bodi si nastopile skupaj, bodi si po eni liniji izbrale to predstavništvo, in drugo, tudi univerza ni kazala prav nobenega navdušenja, da bi se nekaj takega zgodilo. Če se prav spomnim, bi pa moral iti za vse to brskati nazaj v ne vem, arhive, do katerih ta trenutek mislim, da tako sploh nimam dostopa, da bi videl, a je res bil razlog za to v tem, da je univerza imela občutek, da če že puščamo denar zadej za eno entiteto, ki bo imela moč, potem so oni bolj za to, da pri upravljanju univerze sodelujejo sveti, ki pa tega aparata nimajo, ki teh sredstev nimajo, in zato z njimi tudi noben ne bo mogel se iti, ne vem česa. Mislim, da je to bila vsaj ene rektorske garniture eksplicitna formulacija. Bi pa, preden bi stal za njo, moral jo iti seveda preveriti. Hvala lepa. Še kdo dodal? Aleš? Ne? Ok, v redu. Imeli smo že tamle naslednje vprašanje, pa
kdo bo še naslednji, bo dal roko gor zdaj, da se ga zapomnim. Živo Miha Brodarič, jaz imam pa vprašanje glede študentske organizacije in sicer kdo je poklican oziroma kdo lahko vrši nadzor nad tem. So to študenti, ki so avtomatsko člani te študentske organizacije ali kdo drug? Kdo načeloma lahko vloži nezaupnico študentski koaliciji oziroma poziciji v študentskem parlamentu, v študentske organizacije? To vprašanje za koga od vas, 4 ali za gospoda Urbanca? Kdo? Se pravi, nadzora ni nobenega. No, izvoli. Tisti, ki jih lahko izvoli, tisti jih lahko tudi odpokliče, to je vendar osnova, ne? Ampak to je res vprašanje za kolega, ki vodi študentsko organizacijo, ne? Ampak osnovi je to tisto, k čemur se vračamo, ne? Študentsko organiziranje je v neki meri seveda vprašanje za oblast, na nek način seveda tudi za vse tiste, ki se z nekaterimi produkti, ki prihajajo tukaj ven, srečujemo in tako naprej, ampak vendarle je to najprej vprašanje za študente. In samo vprašanje je bilo postavljeno tako, da je odgovor precej jasen. Ne? Študentje ste po avtomatiki člani, študentje imate neke mehanizme, po katerih izbirate svoje predstavnike in tisti, ki jih izberejo, jih lahko tudi odpokličejo. Gospod Urban, kaj dodati? Ja, ŠOS v bistvu deluje po pravilih, ki so zapisani. Glavni zakon je zakon o skupnosti študentov, ki pač daje študentsko ustavo kot temeljni akt, po katerem delujejo študentske organizacije. V okviru študentskih organizacij potem pa imamo tudi, pa lahko rečem, področne pravilnike. Obstaja pravilnik o nadzorni komisiji ŠOS, ki v bistvu nadzira delovanje tako študentske organizacije, kot tudi vseh študentskih organizacij, univerz in študentskih klubov. Pravilnik o razsodišču ŠOS, ki je drugostopenjski organ, in pa pravilnik o namenski in gospodarni porabi sredstev. Ampak to je že zdaj pač mimo. Če govorimo konkretno o nezaupnici, vsak študent, vsak član, oziroma začnemo pri študentu, vsak študent ima možnost sodelovati na volitvah, ki so v študentske organizacije. V bistvu študentska organizacija deluje nekako podoben princip kot tudi država kot taka. Na volitvah postaneš član skupščine ŠOS, ki je najvišji reprezentativni organ študentske organizacije Slovenije, in vsak član študentske organizacije, vsak član skupščine lahko pozove bodisi predsednika ŠOS k obrazložitvi in ga tudi lahko zamenja, isto, ko ga pač izvolijo. Vsak študent lahko pošlje anonimno ali pa kakršnokoli prijavo na nadzorno komisijo študentske organizacije Slovenije, ki je dolžna obravnavati prijavo skladno z akti in na podlagi pravilnika o nadzorni komisiji ima tudi podlago, da sprejme sankcije. Kršitve se delijo po pač lažja kršitev, srednja kršitev in težka kršitev in na podlagi teh sankcij se tudi potem sankcionira kar en kup oziroma kar en kup sankcije od posameznika izločiti študentske organizacije oziroma da se ne morejo udejstvovati v študentskem organiziranju do finančne sankcije pravne, fizične osebe, on and on. ŠOS mogoče to moč, da razpusti parlament v posamezni študentski organizaciji zaradi mogoče nevestnega dela ali pa pač dela v nedobrobit študentov? Nadzorna komisija ŠOS lahko, kar je vsaj po aktih ŠOS-a najhujša kršitev oziroma sankcija za najhujšo kršitev, izbriše organizacijsko obliko. To pomeni, da izgubi status študentske organizacije, izgubi pravico do sredstev iz koncesijske dajatve študentskega dela in potem, da se ponovno pridobi status študentske organizacije, mora iti čez postopek, kot so ponovne volitve pod nadzorom nadzorne komisije in tako dalje. Tako da načeloma, ja, ŠOS lahko pač zbriše oziroma zagotovi, da se izvedejo ponovne volitve. Evo, kratek kurs organiziranja, tukaj eno vprašanje, pa potem tam naprej. No, jaz bi se v nekem smislu navezal mogoče na o čemu je zdaj bilo reči, ne, smo govorili, mislim, v vsakem primeru, mislim, da se vsi strinjamo, da bi morali sečuvati
pač to avtonomijo in tudi neko samoorganizacijo študentske organizacije, ne. Se pa postavlja problem, koliko je v bistvu ona samoorganizovana v smislu, da smo rekli, tisti, ki izvoli, pač študentska oblast je tudi lahko zamenja, ne. Ampak kdo izvoli, ne? Problem, pa rekli smo tudi, da študenti so heterogeni, ne? Ampak bi rekel, da so homogeni v smislu neizhajanja na volitev, ne. Če recimo, ne vem, kako je situacija na čelu ŠOS-a, ne, mislim, da so podatki recimo za ŠOV, da je recimo šlo na volitve 7% študentov, 36%. Se pravi, da imamo situaciju nekega simulakruma samoupravljanja, kjer so v bistvu na oblasti tisti ali pa tudi opoziciji, ki imajo podporo praktično zelo malega procenta študentov, ne. In tudi mogoče za goste vprašanje, kakšna je ta udeležba bila včasih, ne, in mogoče tudi za predsednika ŠOS, ali se dela nekaj na temu, da se študentem, mislim, koliko se dela na temu, da se študentem tekom volilnega procesa predstavi zadeva, da jim se predstavijo že takoj njihove pravice, pač struktura organizacije in tako naprej. Jaz verjamem, se boste s gospodom Urbancem lahko potem še dogovorila, bom pa se obrnil nazaj k našim gostom. Skratka, vprašanje splošne reprezentativnosti in oziroma politologi temu rečemo demokratični deficit, ne. Tako da mogoče zdaj par gospodov Grincu začnemo. No, jaz mislim, da je to lažen problem. V resnici zaradi tega, ker pač to, čemer se reče demokratični deficit, dejansko prikriva konstitucijo družbe, ki pač je taka, da, mislim, ko govorimo o heterogenosti stran pri tem, ne, masovno šolstvo je po definiciji šolstvo, kjer so šole razslojene in kjer so študenti razslojeni. Tako da jaz bi rekel drugače od kolega Miklaviča, pač verjamem, da se razredne nasprotja zelo jasno zaostrujejo. Drugo vprašanje je, ali se tudi artikulirajo kot razredne nasprotja na ravni artikuliranih predstavnikov razredov. To je čisto drugo vprašanje in iz tega sledi, tako bom rekel, jaz bi upozoril na nekaj. Tudi v časih študentskega gibanja, kaj pa mislite, koliko študentov je sestavljalo, koliko procentov študentov je sestavljalo študentsko gibanje? Ne? Nič več jih ni bilo kot pa teh 7%, mogoče jih je bilo kje manj. To je realnost študentskega življenja. Zame je ključno vprašanje tukaj tole, da s tem, ko imamo množično visoko šolstvo, mislim, da mora biti vsakomur danes jasno, da je šolstvo nehalo, kot bi se temu reklo, proizvajati kadre, nehalo je izobraževati za poklic, ki ga bo nekdo v življenju imel. Sodobna družba ima s šolstvom kot takim njegovo funkcijo bistveno večji družbeni problem, kot si pa to priznava. In mi s tem smo komaj da površino postrgali, česar se danes tu lotevamo. Jasno je pa nekaj, da sodobni kapitalizem, kakorkoli se razvija, pejte malo pogledati ljudi, ki so raziskovali dejansko poklicno strukturo. Boste videli, da niti pod najrazneje družbe ne potrebujejo kar zlepa vedno več visoko izobraženih ljudi. Kar pomeni, da v takem sistemu družbe, ki se bo nadaljeval, je treba reči nekaj zelo preprostega. Ne potrebuje vas. Če pa vas ne potrebuje, se pa morate vprašati, kaj tukaj počnemo, zakaj se izobražujemo. Kot skupnost, kot univerza smo pravzaprav se dolžni postaviti bolj radikalno vprašanje, kaj univerza počne v 21. stoletju. Vem, da ste vsi planili, tako da kar po vrsti. Sem mogoče malo nečesa, kar ponovadi ne maram, statistike. V evropskem spektru študentske organizacije številka 37 izredno visoka.
vsaj v Ljubljani se ta številka ni veliko spreminjala iz časov, ko sem bil jaz aktiven, to je približno 12-13 let nazaj, in to v evropskem merilu pomeni ena največjih udeležb. Vprašanje je stopnja aktivnosti oziroma pasivnosti študentov pri aktivnem sooblikovanju študentskih organizacij v Sloveniji. Koliko so te študentske organizacije povezane z študentskim življenjem oziroma koliko so distancirane od njega. In moja teza prej je bila, bolj ko delajo masovke, bolj ko delajo zabavo, bolj so povezane z njimi, bolj ko so storitveno orientirane, bolj so povezane z njimi, bolj ko so abstraktne in hočejo biti intelektualno napredne, manj so povezane z njimi. Prej na začetku je rekel Aleš, študentski klubi so nastali z neke ideje, da se približa to študentom. Ne, spravim obratno, študentski klubi so nastali z neke organske potrebe. Tipičen slovenski študent v četrtek zvečer ali pa najkasneje v petek dopoldne gre domov v svoje mesto, v svojo vas in tam prebije 3 dni od 7 svojega študijskega življenja. In študentski klub je samo odraz tega, nič drugega. Kar ste vi z vašim delovanjem, potem za vami, tisti, ki smo to delali, prenesli, je bilo samo to, da smo jim dali finančno osnovo. To si tudi sam rekel. Še kdo? Ali gremo naprej na vprašanje, ali imaš pripombo, misel? Imam kar veliko, ampak se držim nazaj, ste videli, sem naketni danes, ne bi rad vzel preveč časa. Ne, jaz še zmeri, vse to, kar slišim, še zmeri vidim, spet se vračam k temu, kar sem v tistih uvodnih minutah rekel. Jaz ne znam misliti problema študentskega organiziranja, učinkovitosti, javnosti, zasebnosti, mimo širše slike. Jaz mislim, da gre za preprosto, da smo vsi skupaj, imamo isto bolezen, sistem, po katerem smo organizirali našo družbo, poka po šivih, veliko simptomov je za to. Eno je to, da pač ni dela, Slavko že govori, mislim, da zadnje 3-4 leta o tem, da bomo morali začeti misliti družbo, kjer jo bomo malo drugače kot zgolj in samo na delu zorganizirali, oziroma družbo, kjer je pač pomanjkanje dela. In to velja za vse, ne samo za univerzo. Mimo grede, seveda, univerzo čakajo, po mojem, silovite, samorefleksivne naloge, jaz upam, da jih bo zmožna. In ena je že zelo blizu, teden svobodne univerze se bliža, čez en slab mesec ga imamo, tako da upam, da bo to tudi prostor za veliko takšnih debat, ki je danes pa še veliko bolj poglobljenih in razplastenih. Ampak kot sem rekel, študentska organizacija ima nek sistem, ki je soliden sistem, ki je v evropskem merilu, če ga pogledaš na papirju, je med boljšimi zagotovo, celo udeležbo pri volitvah predstavnikov imamo v evropskem merilu razmeroma visoko, čeprav je še zmeri 37%, ni ne vem kako visoko, ampak vse konc koncev, kakšen delež volivcev je že izvolil zadnjega predsednika Slovenije, pa še kaj drugega verjetno. Tako da, in tudi so neke poti formalne in tako, ki lahko se odpravljajo nepravilnosti, korekcije se delajo in tako naprej, ampak ali organizacija dela v javnem interesu ali ne, ja, to, kako pa naša država in druge institucije in tako naprej, težave imamo, ki niso neposredno povezane s političnimi strankami, niso bile tudi v našem času, čeprav do neke mere se je to videlo, jaz danes tega ne vidim. Kar mislim, da bi bilo na nek način celo lažje, če bi vsaj vedeli, kje so neki ideološki konteksti in politični konteksti. Jaz mislim, da gre tukaj preprosto za neke skupine, ki si tisto, kar bi moralo biti javno, prisvojijo. Konec koncev se nam je to začelo dogajati tudi na državni ravni. In K4 je tukaj zadnji primer, jaz nisem veliko prej govoril o njem, pa bi mogoče moral, ker se pogovarjamo zelo nasplošno, verjetno je bil povod za res ravno to, kaj se dogaja s klubom K4, kjer imamo v bistvu res točno to, z nekim izgovorom, ki ga spet poznamo tudi na drugih področjih, učinkovitosti, varčevanja in tako naprej, je treba klub zapreti, potem pa ga hitro mu odpišemo tisti dolg, ki je nastal in zdaj ga bomo spet odprli in ga bomo naredili nekaj, kar bo bližje študentom, se pravi nekaj, kar bo namenjeno širšim masam, kar bo manj zahtevno in tako naprej, da ga pač smo hitro formirali neko vodstvo, ki je očitno povezano klientelistično še z nekimi drugimi sorodnimi konkurenčnimi klubi in tako naprej, da so neke sorodne povezave tudi povezane, zelo razvidne, je pa druga pesem. Ampak ta pesem ni samo tipično izključno študentska. Tukaj, če smo kot družba
pošteni, ne, bomo morali ugotoviti, da je to bolezen, za katero boleha cela družba in v tem smislu se tudi študentsko organiziranje ne bo moglo pozdraviti ločeno od ostalega telesa. In tako pridemo do naslednjega vprašanja. Jaz sem hotel postaviti zelo podobno vprašanje, kot ga je Bojan tam odzadaj. In lahko bi rekli, da je študentsko organiziranje in študentsko življenje, kot ga pač živimo, je, mislim, dober pokazatelj političnega kulture in političnega stanja in političnega organiziranja, kakršnega živimo. Je očitno tudi nizka udeležba na volitvah, 37%, res ni baš nešto, pa tudi to, koliko ljudi je res aktivno, to, da greš ti na volitve, to ni aktivna udeležba v študentskem organiziranju, kaže na to, da načini organiziranja, kakršnega živimo, niso več sposobni prevajati potreb in želja ljudi v neke odločevalske funkcije. To se pomeni, da študenti, tudi če grejo na volitve, niso pol sposobni preko organizacij, ki so postale popolnoma odtojene od naših interesov in naših želja, kot je stanje splošne politike, niso več sposobne to prevajati v neke jasne odločevalske politike. In lahko bi celo rekli, da so študentske stranke tako ponujajo nam rožice in čokolade in neke žurke v času volitev, ne zato, ker bi želeli dobiti glasove, ampak zato, ker so tako obupane, ker ne znajo več drugače aktivirati študentov, kot pa da nam ponudijo najnizkotnejšo populistično kampanjo. In moje vprašanje je zdaj navezano od tega, se da preko teh resnično akutnih problemov, ko jih ima študentsko organizirati, misliti splošno politično organiziranje in prepoznati probleme, kakršne imamo probleme študenti, kot res najbolj akutne probleme političnega organiziranja. In s tem bi tudi spodbijal tezo, ki jo je na primer Aleš postavil, da še moramo študentskimi problemi, študentskim organiziranjem primarno ukvarjati študenti. Ni res, če je to politični problem in skupnostni problem, je to problem celotne skupnosti in celotne javnosti. Ja, to je zelo resno vprašanje. Jaz se upravičujem, ker bom o njem govoril tako, kot mislim. To, kar pa mislim o tem, pa je, da bi bilo zelo dobro, ko poslušam pogovore zdaj v Sloveniji zadnjega pol leta, da si ne kaže delati pretiranih iluzij o tem, kako je kdajkoli bilo ali pa kdajkoli bo veliko tako imenovanega samoupravnega artikuliranja resnega, premišljenega interesov ljudi, ki bodo iz dneva v dan se udeleževali nekih srečanj, študirali, kaj so problemi in bodo potem prevajali ta svoj interes naprej. Sam sem pač iz tistih let, ko so nam to poskušali prodati, ko se je pokazalo, da ta zgodba ne funkcionira in jaz morda zato nekaj bolj izrecno mislim, da tudi ne bo funkcionirala. Neposredna demokracija je nekaj, kar se da, s čemer se da verjetno nadgrajevati določene momente predstavništva in ne vem česa vsega pa če pa kdo misli, da se da vzpostaviti nekaj, kar bo prineslo zelo veliko nam vsem skupaj skozi neposredno demokracijo, kot nekaj, kar bo kar naprej teklo, potem pa jaz seveda ne spadam med tiste. Mislim, da ni tako zelo velik problem, da ljudje niso pripravljeni vsak dan se tega iti. To je dober znak. To je znak, da mislijo početi v življenju še kaj drugega, kot da se ukvarjajo kar naprej za tem, kako bodo rešili ta 7, 8, 9, 23 problem na univerzi. Če vse probleme, ki jih imamo mi na neki fakulteti, kar naprej diskutirajo študenti, bodo bolj ali manj počeli samo to. Jaz sem bolj za to, da tisto vodstvo, ki tam je, stvari pelje tako, kot se spodob, da v primeru, da jih ne pelje več in tako naprej. Po tej liniji se mi zdi, da predstavniška demokracija ni čisto slučajno prišla na ta svet
kot način posredovanja med nami, med vsakdanjimi našimi interesi in tistim, kar mislimo, da je skupno. Ne nazadnje, bom pač do konca direkten in grob to zadevno, če bi slovensko ljudstvo se vprašalo po količinah nesmislov, ki smo jih proizvedli v najbolj eksplicitni obliki neposredne demokracije v tej državi, to pomeni na referendumu, potem bi se morali za naslednjih veliko let odpovedati temu, da še o čemerkoli sploh odločimo. Če je kdo si zaslužil rdeč karton, potem smo si ga mi, naprimer na zadnjem referendumu, pa ne samo na tem, z gotovostjo. Toliko neliberalnega ravnanja, toliko restriktivnosti, toliko zahojenosti, kot smo jo bili sposobni izraziti naprimer ob zakoniku, toliko zahojenosti ni bil sposoben parlament spraviti skupaj. In dobro je, da to si kar priznamo. Močno vprašanje, močne odgovori, še kdo? Prosim. Sam kratko repliko. Jaz se strinjam, vse sem rekel, zadeve ste povezani, ne moreš zdraviti samo prsta, brez da bi celo telo pozdravil, zato ker ima težave, ampak v kakšnem smislu je pa vendarle organiziranje študentov, stvar študentov samih, v tem, da pač tukaj vendarle gre za neko avtonomijo. Jaz se ne bi dobro počutil v družbi, kjer bi pač, ne vem kdo, univerzitetno vodstvo, parlament državni, kako že zapovedoval študentsko organiziranje. Tako da tukaj jaz vidim vendarle neko ureditev, ki ima nek smisel. A je problem v sami predstavniški demokraciji ali ne? Slavko je načel teme in jaz tukaj se moram tudi upravičiti, jaz se tudi bojim, da sem precej na tej konzervativni strani, če je to konzervativno, kar je zdaj Slavko govoril. Jaz se bojim, da in spet imamo študentske volitve, omenjaš, delijo nam rožice in nalepke in ne vem kaj še in eni so rdeči in drugi so modri, kaj je sploh še od tega ostalo, a ni to neka farsa in tako naprej. Ja, ampak to je samo potencirana farsa, ki jo gledamo tudi, ko spremljamo soočenja predvolilna, ki izgledajo res ne vem več po čem še drugače od realnostnih šovov in potem se čudimo, da imamo namesto družbe neko kmetijo in ne glasujemo, kdo bo to kmetijo zapustil, kdo jo bo pa vodil. Zadnjega predsednika nismo izbrali na podlagi kakršnekoli debate o idejah in o konceptih. Bolj, ko se naša družba, ne bom rekel, ja, tudi zares, potaplja v neke krize, manj smo sposobni govoriti, razmišljati o konceptih. Brez tega, da bomo domislili neke nove rešitve, pa bomo težko prelezli ven. In tukaj gre eno za drugo. Tam so pač modri in rdeči, ker se niti o tem več ne pogovarjamo, kdo so. Ampak se na državni ravni je drugače. Kakšna je pa zares v vsebinskem smislu, o konceptualnem smislu še razlika med levico in desnico, karkoli naj bi še to bilo. In jaz ne sodim med tiste, ki pravim, da so ti koncepti nekaj arhaičnega in brezveznega in danes ne moramo več govoriti o levici in desnici. Jaz mislim, da danes ne moramo več govoriti o levici in desnici, zato ker je pač preprosto vse odplavo nek pragmatizem in ker je vse, kar je še ostalo, je veščina, kako priti na oblast ali se na oblasti obdržati. Ne gre pa več za tekmovanje različnih idej, konceptov, ki bi tekmovali med sabo in ljudje bi potem lahko zmeri znova odločali, kateri se jim zdijo bolj smiselni in bi lahko poskušali. Ok, hvala. Žiga? Zdravo, jaz bi se vrnil na to debato o demokratičnem deficitu. Jaz ne morem teh 37% kar tako prežvečiti, zaradi tega, ker se mi zdi, da to vsekakor je malo. In zdaj, ko je dr. Gaver rekel, da neposredna demokracija je nemogoča zaradi tega, ker mora vsak premišljati preveč tem, da bi mu vsak dan po nekih institucionalnih obveznostih sploh še dopuščal to, to rešujejo recimo pirati s to liquid pretočno demokracijo, kar pomeni, da jaz recimo vam dam svoj glas za šolstvo in se potem to kumulira in tako naprej, ampak niti to ni nekaj, kar vidim kot rešitev, ker točno tako ste rekli v družbi, kjer se na referendumu pade družinski zakonik in recimo oploditev samskih žensk in to pač si ne moremo dovoliti sploh razmišljati o neposredni demokraciji kot o nečem, kar je orodje odločanja.
Ampak po mojem moramo narediti en korak nazaj, pa razmišljati o neposredni demokraciji kot o nekem orodju, kjer se zgolj nabera tematike, problematike, ki so pomembne, okrog katerih je družba oblikovala, okrog katerih pomembnosti je družba oblikovala konsens. Ker če bi samo ta dnevni red študentskih organizacij crowdsourcali, sem prepričan, da bi bil zelo drugačen, kakršen je. Jaz sem recimo najbolj osebno sem se čutil nepredstavljenega, ko so bile tiste demonstracije proti malemu delu. Jaz sem od prvega meseca svojega študentskega življenja v bistvu delal kar veliko napotnico in se mi je zdelo zelo cool, da bi se mi štela delovna doba, pa se mi ni. Pa ne domišljam si, da bi zdaj mogel biti tako, se je meni zdelo prav, ampak se mi je pa zdelo zelo narobe, da ne obstaja nobeno orodje, noben kanal, kjer lahko jaz študentski organizaciji Slovenije povem, da se s tem absolutno ne strinjam, da delajo proteste, ker da se mi zdi zakon dober. In recimo nisem imel niti enega frenda takrat na obisku v šoli, kjerkoli, ki bi menil, da je zakon o malem delu slab. In tam so bile množične demonstracije kot posledica neke drage PR kampanje in to. In zdaj v bistvu vprašanje je to, če imamo tam Kyberpeople, ki je v bistvu skupnost ogromno enih geekov, ki so sposobni narediti orodje, kakršno je danes nov dan na 10. potenco, in če je to nekaj, kar je v lasti študentske organizacije, me zanima, a je ta demokratičnost tudi ni prioriteta študentskih organizacij, ker če je, zakaj se v njej ne razmišlja na nek tak actionable način? Jaz bi se navezal na to, kar sta oba dva moja predgovornika rekla in bi tudi rekel tako, da jaz tudi mislim, da en precejšen del tega, kar pravzaprav mislijo tisti, ki rečejo, radi bi neposredno demokracijo, se dejansko nanaša na to, da mi v tej družbi nismo več zadovoljni, da pravzaprav ne prenašamo več tega, da to, kar občutimo sami kot realne probleme v vsakdanjem življenju, bodi si v službi, šoli, prostem času in tako naprej, te materije mi ne vidimo potem, da bi jo tisti, ki ne bi to počeli, dejansko predelovali v razvojno naravnane politične družbene odločitve. Tako da tisto, o čemer govorimo, ko govorimo o neposredni demokraciji, se najprej nanaša na to in mislim, da imamo privilegiran trenutek, od novembra, odkar so se začeli protesti, da pravzaprav to, kar naredimo, je, da opravimo debate znotraj tistih kolektivov, kjer delamo. Se pravi, študente in učitelji na fakultetah, na oddelkih, na univerzi, drugod v delovnih kolektivih, da prenovimo preprosto repertoar tega, kaj vidimo kot probleme in kje vidimo ideje, kako bi te zadeve reševali in od tod naprej šele lahko po mojem gremo v neko resno debato o recimo organizacijskih spremembah, o oblikah demokracije. In predlagam nekaj, da smo glede tega vedno skrajno konkretni. Moja izkušnja z organizacijami je pravzaprav v življenju bila vedno preprosto takala. Angažiral sem se tam, kjer sem mislil, da nekaj potrebujem in da lahko nekaj sam naredim skupaj z drugimi, zato da bomo to dosegli. Če smo videli, da so tiste organizacijske strukture, ki obstajajo, take, da to lahko naredimo, zakaj bi izumljali novo? Če jih pa mi, jih pa moraš napraviti. In v življenju sem počel po potrebi oboje. In tukaj gre konkretno za vaš premislek. Ali študentska organizacija, kakršna je, izpolnjuje minimalne pogoje, da v njej lahko uresničite tisto, kar mislite, da so vaši temeljni interesi. Če nimate niti te osnovne ideje, kaj bi ta vaš interes bil, potem vse na to organizacijo je ali jo pa ni. Če pa imate idejo o tem, kaj mislite, da je bilo potrebno, kaj bi lahko potem naredili, se pač vprašajte, ali zadošča organizacija, kakršno imamo, ali treba obstoječo organizacijo spremeniti, ali pa treba napraviti novo.
Na hitro še, to je pol še eno vprašanje, stisnemo na noter. oba, ne, ki sta odprla pomembna vprašanja. Ne. Jaz bi tebi kar vrnil vprašanje, ne. Zakaj se pa ne študenti organizirajo in razpravljajo, odpirajo širše družbene teme, ne, in reflektirajo o njih. Ne. Ni ovire. Ne. Pa konec koncev vse se, ampak je količina tistih, ne, ki se s tem ukvarjajo in ki so motivirana, zelo majhna. To je dolga debata. Žiga, mi je všeč, da se je odprlo vprašanje neposredne demokracije. V tem prostoru mi je pa tudi všeč, da smo dobili odgovor, zakaj neposredne demokracije ne bo. Ne? Tako kot na študentski organizaciji, ne? Tako kot v širšem sistemu, je treba spremeniti akte za to, da se pride do neposredne demokracije. V študentski organizaciji tisti, ki jo upravljajo, nimajo tega interesa oziroma se počutijo razsvetljene do te mere, da se bojijo predati odločanje drugim. Torej, zelo malo možnosti je, da bo prišlo do kakršnekoli spremembe aktov znotraj študentske organizacije, razen če se študentje mobilizirajo, se spravijo na volitve, dobijo večino v parlamentih in spremenijo akte. Ravno tako v državi. Ne? V državi imamo določene elite, ne, ki razmišljajo približno tako in se povečujem, ker bom spet tako kot vidva neposreden, ne, in izrazil svoje mnenje, ki razmišlja približno tako, kot sta Slavko in Aleš prej rekla. Ne. Če bi prepustili ljudem odločanje, potem bi imeli odločitve, kot je bila na primer zavrnitev družinskega zakonika. Ne. Se pravi, lepo je imeti demokracijo, dokler se odloča tako, kot razsvetljene elite mislijo. Ko pa se ne odloča več tako, potem pa bož, da nimamo te neposredne demokracije, ker potem bi naša družba bila kmetija. Ok, to je sicer zelo dobra istočnica za delovne skupine po pauzi za čaj, ampak eno vprašanje, zadnje vprašanje še v današnji debati, tako da kar prosim. Jaz drugače ful pozdravljam to, kar se je povedalo glede tega, da pač ljudje imajo pravico se ne ukvarjati s političnim, ker se tudi meni ne da in pač odkar sem začel delati stvari za danes in da nisem napisal niti črke diplome in tak dalje in nočem se več s tem ukvarjati. Ampak imam pa drugačno vprašanje, oziroma v bistvu dvojno. Prvo je to, zakaj smo kar naenkrat obupali nad tem, da bi od ljudi zahtevali neko odgovornost do tega, kaj se dogaja v državi. Pač vsa diskusija, ki jo imate tukaj o tem, kako bo naša država z direktno demokracijo postala kmetija, je pač dvignila roke nad tem, da pač ja, od državljanov pa si ja nihče ne sme dovoliti, da bo zahteval kakršnokoli odgovornost od njih. Ne? Zakaj se je to zgodilo? Predvsem pa, če gremo do praktičnega vprašanja, nihče od nas tukaj očitno ne ve, kako rešiti situacijo, pa clusterfuck in študentskih organizacij in splošnega političnega sistema in klime v Sloveniji, ampak kot nekdo, ki stoji tukaj kot strokovnjaki, dajte nam vsaj povedati, česa ne narediti. Zdaj, kar zadeva demokracijo, ne, je ta mašina sestavljena iz večjih delov in ko so jo vzpostavljali v 19. stoletju, so to naredili precej zares, je tekla velika, zelo resna diskusija, dva najbolj znana akterja sta bila Tocqueville pa Mill v tej diskusiji o tem, ali lahko mi kaj zajebemo v tem, ko se jo gremo. Odgovor je takrat bil, da ja, da obstoji nevarnost totalitarizma, ki pride skozi demokratičen mehanizem. Jaz samo opozarjam, da na to ne kaže pozabiti. Še huje, namenoma sem izpostavil, da mi imamo protototalitarne primere tovrstnih reakcij v prostoru, v katerem živimo. Sicer pa sem rekel tudi to. Jaz vidim načine, kako se da predstavniško demokracijo nadgrajevati, kako se da celo, ampak za to bi bilo treba se iti tako zelo detaljno diskusijo, odpirati prostore. Mislim, da je bilo z enih dveh strani vsaj rečeno to zato, da prihajajo ideje, da se tudi testira določene ideje, da se preverja voljo in informiranost o njih. Vse to je mogoče narediti, vendar pa, saj sam ne spadam med tiste, ki mislijo, da si kaže nalagati verjetje,
da bo to preprosto zamenjalo predstavniško demokracijo. Jaz bom vrnil vam z proti vprašanjem. Sam trdim, da jaz nimam težav s tem, da ljudje ne moremo ničesar presoditi prav. Imam težavo s tem, da bi mi kdo prodal, da če bi le mi lahko rajali in presojali vsem, pa bi imeli tukaj panacejo. Marsikaj bi imeli, ampak tega pa z gotovostjo ne. Vračam vam pa takole, pa mi lahko reče Klemen to, kar je prej rekel, še kdaj jemljem s ponosom lahko to tudi nase. Od kdaj pa velja, da ničesar ne morajo narediti s premislekom tudi tisti, ki so v tej državi dolžni za to, da odgovorno opravljajo svoje politične dolžnosti. Ne moreš biti maher, govorim zdaj ne o priimku, ampak o maherju, maherske vrste, jebem ti, če na to pristajamo, potem bomo imeli čedalje več povsem tega tipa razreda, povsem tega tipa ravnanja. Mi moramo tudi svoja pričakovanja do predstavniškega dela v tem, naprimer v študentskem delu posla dvigant, v tistem na državni ravni, takrat se bomo lažje pogovarjali tudi, kako kombinirati to z neposrednimi, z momenti neposredne demokracije. Tu nekje se mi zdi, da se da iskati en del poti naprej. Se pa s tem ne kaže igrati, ker lahko tudi major zaserjemo. Aleš, naprej? Ja, noč ne bi dodal temu, kar je rekel Slavko, ker se strinjam. Končal si tukaj, Slavko, ne smemo obupati nad tem, da kot odgovornosti kličemo tiste, ki so že po tem sistemu, ki je lahko problematičen in je, tam zato, da upravljajo z našimi skupnimi zadevami. In to prepogosto počnemo, zares. Prepogosto so vsi enaki in tako je vse brez veze, to bomo si izmislili nekaj novega in potem izumljamo toplo vodo, kar je težko. K prvemu delu vprašanja pa, zakaj tako pogosto, zakaj bi kar naprej obupamo od tem, da bi pričakovali odgovornost od ljudi, od vseh nas, od običajnih ljudi in tako naprej. Težko je ne obupati, zato se meni zdijo te debate izjemno koristne, na vse dobrodošle iniciative o neposredni demokraciji, kakorkoli že se v enih točkah ne strinjamo, o enih pa se mi zdijo super in sploh ne. Jaz sam sem zadnje skoraj 4 mesece kar velik delež svojega časa in energije posvetil temu, da bi znotraj univerze, ki bi morala od družbenih podsistemov verjetno biti najbolj primerna za to, odprl nek prostor, ne sam, v neki skupini, ki upamo, da raste in se raste, ampak ne vem, če dovolj hitro, za samo refleksijo. Rekli smo temu svobodna univerza. Nekdo je rekel, kaj je univerza v 21. stoletju? Kakšna je njena vloga v svetu, ki se očitno spreminja, zgleda, kot da se neki stari recepti, po katerih živimo, lomijo, novih ne znamo čišče domisliti in tako naprej. Moram reči, da je prekleto težko. Prekleto težko odpirati ta prostor, motivirati in koliko smo uspeli in koliko ne, bomo vsi skupaj videli med 15. in 20. aprilom. Jaz moram reči, da nisem pretiran optimist. Ta univerza ne bo ustavila običajnega življenja za en teden in se ne bo ukvarjala z temeljnimi dilemami. 5, 6, 7 fakultet se bo nekaj dogajalo, na enih 3 veliko, na več kot polovici pa se ne bo zgodilo nič. Pa ne zato, ker ti ljudje ne bi vedeli, da se kaj dogaja, ne zato, ker ne bi bili tako v tem profesorskem delu kot v študentskem delu pozvani večkrat na različne načine in tako naprej. Skratka, to še ne pomeni, da je treba obupati in da je treba reči, ljudje so tako ovce in o čemer ne smejo odločati, hkrati pa to tudi ne pomeni, da so vsi politiki tako enaki in da se je tako brez veze, da jih kličemo k odgovornosti. Jaz se strinjam s tem. Vsaj na fakulteti, kjer delam, je mislim, da kar nekaj volje in med učitelji in med študenti, da se odprejo razprave in da pridemo tudi do načrtov za to, kako ne bi v
prihodnosti izgledala univerza drugače kot zdaj. In zaradi tega mislim, da je temeljno vprašanje, ko gre za organiziranje, preprosto tole. Tisti, ki čutite to potrebo, da bi se stvari spremenile, se boste pač morali organizirati in uporabiti tiste oblike organiziranja, ki se vam zdijo najbolj primerne, zato da uresničite tisto, kar se vam zdi najbolj nujno. To vprašanje je vedno že politično, zaradi tega, ker morate iskati sogovornike, ker morate iskati zaveznike, ker morate prepričati druge, ker morate spregovoriti v takem jeziku, za katerega menite, da boste z njim pridobili tudi druge študente, tiste, ki so pasivni, na svojo stran. In tukaj je zame pač to vprašanje, koliko in kako si pomagamo s tistimi organizacijami, ki že obstajajo, ki jih imamo na voljo, pragmatično vprašanje, najprej in predvsem, se pravi, če jih imamo in če jih lahko znotraj spreminjamo, čemu bi izumljali nove. Drugič pa mislim, in glede tega sem s časoma pač v življenju postal, bi rekel, zmerni konzervativec. Živel sem pravzaprav skoraj celo življenje v nekem sistemu, kjer se je vedno ves čas nekaj reformiralo in spreminjalo in stvari so pa potem ostajale v temelju zelo iste. Jaz mislim, da bi pravzaprav bil čas, da spremenimo strategijo in taktiko in da vzamemo inštitucije take, kot so, rečemo, to so pač neki, mi smo školjka, ki ima svoj uklep in znotraj tega poskušajmo narediti to, kar moramo, narediti te institucije, ki jih imamo, boljše in izumljamo nove šele takrat, ko imamo zelo dobro predstavo, kaj bomo namesto tega, kar imamo, napravili z njih. Hvala. In ker je nekje treba pristaviti piko, se vsaj v tem prvem delu našega druženja bomo to storili tu, ta pika bo vejica, ker bo se delovne skupine nadaljujejo. Hvala lepa gostom. Moje ime je Aljaž Podalbitenc. Hvala. Hvala seveda vam, da ste prišli, ker tu smo zaradi vas in se vidimo potem po pauzi. Hvala.